Lepo dobro jutro vsem, ki ste prišli tako včasih košci ob 5. za ron, ker za naše cajte je ob 7. že skoraj tako, ker včasih bilo ob 5. za ron. Lepo je videti teko dedov na enem grupi. To je redko kdaj, ne, tako to so, jaz bi rekel, to danes je izjemna pastoralna priložnost, ne. Ampak Janez ve, ki je bil pri meni v študentski skupini pri Amosu, da smo mi že takrat se ukvarjali z idejo moškega kluba. Vsaki teko cajta smo imeli puc za dosti, pa deklin, ne, oni so imeli dekline, jaz ne. Pa smo rekli, gremo na svoje. Ampak vem, da ta zajtrk ni v tem namenu, oziroma ni namen v tem, da se ločujete od svojih dragih žena, ampak mi je všeč to, da se uveljavlja na slovenskem tudi ta pastorala, moška pastorala, zato ker včasih je to bilo na nek način pravilo, ne, da še se spomnim, da sem bil v Rotbergi kot osnovnošolec in gimnazijska via misijon, je bilo ločeno, ne, nekaj govorov je bilo zmeraj ločenih. Eni so bili bolj za ženske, eni so bili bolj za moške. Potem se pa to počasi izgubilo, pa je to škoda, ne. Da se mi zdi, da včasih fajn, da samo deci pridemo v kupe, pa da si imamo nekaj pomožke, tudi drugače povemo kot sicer, ne. Tako da to je veliko veselje, da ste začeli s tem in da je Janez tu pobudnik tega. Zdaj, budnica je bila odlična, ne. Jaz mislim, da mi nismo v stanju tako ploskati, kak je bil ta mali v stanju hitro špilati. Dobro, bo ta vija tu ostala? Bo ta tu ostala? Če bi slučajno kjeri zaspal med predavanjem, te lahko prijeta pa še enkrat povedati. Torej, Janez je napovedal, da bi nekaj jaz danes govoril o tem, kaj se je dogajalo v Rimu na sinodi. Medijsko je bila sinoda kar zelo pokrita, ne? Tudi pri nas v Sloveniji treba reči, da se je veliko o tem kar pisalo, govorilo. In na nek način, kot običajno, ne, vse to ni nič novega, mediji pač izpostavijo samo tisto, kar njih zanima, oziroma v tem primeru lahko tudi rečemo, izpostavijo tisto, kar določen medijski lobby forsira. In kako ste lahko v zaključku te izredne sinode slišali, ne, da se je na nek način tresla gora, rodijo se miši, šlo pa predvsem za dve tematiki, ki sta bili medijsko izpostavljeni. To je bila tematika ločenih in ponovno poročenih, njihov pristop k svetovemu failu in pa kako bo cerkev odreagirala na pojav istospolnih partnerskih zvez. No in potem seveda, predvsem pri tem drugem vprašanju, je medijsko v zaključku nastopilo veliko razočaranje, v smislu konzervativna struja v Vatikanu je zmagala in je na nek način to zgodbo zapeljala čez neki drugi smer. Torej, to je kratko rečeno tisto, kaj se je v javnosti največ slišalo in pisalo. Moj namen danes pa je, da vam predstavim pravzaprav predavanje ali pa uvodno razmišljanje, ki je bilo naročeno strani papeža, kardinala Walterju Kasperju. In to uvodno predavanje je kardinal imel potem za vse ožje papeževe sodelavce, hkrati pa je to predavanje sprožilo dejansko tudi vso diskusijo znotraj cerkve, tako da je prišlo tudi dejansko do polarizacije tudi med kardinali. Walter Kasper je nemški kardinal, ki je bil dolga leta na čelu tajništva za edinost kristjanov, drugače pa to človek, ki velja med, recimo, teologi po drugem Vatikanskem koncilu, gotovo za eno od špic, poleg recimo bivšega papeža Benedikta XVI. Je gotovo Kasper pa Lehmann, to so bila tri velika nemška imena v teologiji. No in
na sami sinodi potem je gotovo tudi med škofi in kardinali prišlo do tega, da so se bolj ali manj opredeljevali do tega, kar je Kasper že v tem predavanju nastavil. Hkrati pa je tudi njegov sobrat, tudi Nemec Müller, ki je trenutno šef kongregacije za nauk vere, skupaj še z 3 drugimi škofi, tik pred sinodo napisal knjigo oziroma izdal tudi svoja predavanja v knjigi, ki je pa bila nekoliko proti temu, kar je Kasper nastavil, predvsem kar zadeva ločene in ponovno poročene. Tako da smo dobili seveda 2 zelo različni, v temelju nekako različni, ampak pri vprašanju ločenih in ponovno poročenih smo dobili 2 različni izhodišči za sam proces na sinodi in to je seveda potem tudi vplivalo na zaključni dokument, v katerem sta posebej 2 člena bila sporna, v smislu, da ni večina glasovala za tisti 2 člena, temu bom bolj proti koncu prišel, ko bom čisto konkretno tudi ta 2 člena vam predstavil, ampak temeljno vprašanje ali pa ključni problem, ki se je na tej sinodi dejansko odprl, je, dejstvo je, da je družina danes v krizi. In vprašanje je, kako naj cerkev odgovori na to krizno situacijo. Kardinal Kasper gotovo ni neki, bi rekel, progresist, avantgardist, ki bi želel vse podreti, kar je bilo do sedaj v cerkvi trdno in postavljeno. Iskal pa je tudi v tem svojem predavanju poti, kako priti nasproti tistim, ki kakorkoli iz takih ali drugačnih razlogov pač niso uspeli v svojem zakonu, prvem zakonu, če je bil tudi cerkveno sklenjeni, ostati skupaj in so potem šli seveda v neke druge zveze. Prva stvar, ki jo on v svojem predavanju izpostavi, je dejstvo, da vprašanje družine oziroma vprašanje zakonske zveze, vprašanje odnosa med moškim in ženskom je v vseh religijah in v vseh kulturah bilo pravzaprav temeljno vprašanje. In tudi vse kulture in vse religije poznajo neko obliko zakonskega odnosa in pa seveda vse kulture in vse religije poznajo tudi družino. Brez tega praktično ni možno sploh razumeti človeštva in človeške družbe in človeštva v celoti. Dejstvo je, da je vedno tudi družinsko življenje bilo naravnano na potomstvo oziroma na rodovitnost, na rodni otrok. In to je neki najbolj naravni pojav, ki ga lahko spremljamo skozi celotno človeško zgodovino. Pred judovstvom in pred krščanstvom je to že bilo v različnih civilizacijskih krogih na različne načine urejeno. Torej, tu ne gre za nek tipično, bi lahko rekli, katoliški, kaj šele krščanski fenomen pojav, ampak gre za obče človeški pojav. Tudi danes, če gledamo, ko je tehnologija na področju biomedicine se zelo razvila, še vedno je dejstvo, da ne moremo priti do spočetja novega človeškega življenja brez moške in ženske spolne celice. Tudi poizkusi kloniranja imajo na vse zadnje v ozadju vedno enkrat moško in žensko spolno celico. Tako da pa tudi vidimo, da ti poskusi kloniranja so hitro nekako izveneli, ker se je videlo, da pri živali, kjer so to probali, te živali nimajo neke daljše perspektive v svojem življenju, tako da jaz mislim, da to je čisto mrtev rokav, v katerega je šla znanost in bo tu prej ali slej nehala. Skratka, to biološko dejstvo, da novo življenje in novi ljudje lahko pridejo na svet samo s pomočjo obeh spolov, je nesporno. In nobena civilizacija si okrog tega ni delala
nekih posebnih pomislekov, da to ne bi tudi razumela kot nekaj naravnega. No, zato je seveda prišlo do neke teorije, ki se je uveljavila tudi v katoliški teologiji, da se govori o družini in zakonski zvezi v okviru tako imenovanega naravnega zakona. Pri tem pa se seveda postavi vprašanje, kako se razume naravni zakon. In navadno, če slišimo besedo narava in naravni zakon, mislimo na to, da gre za neke zakonitosti, ki so položene od Boga v stvarstvo in pa tudi v človeško naravo. Zdaj, če bi šli na odnos med moškim in žensko, bi lahko rekli in na potomstvo, tu je dejstvo, da narava, biološko gledano naravni zakon v tej biološki naravi je, da ne more priti do spočetja brez obeh spolov. To bi lahko recimo definirali kot naravni zakon. In skozi celo zgodovino je tudi katoliška cerkev bolj ali manj vztrajala na tem, da je to naravni zakon. V novejšem času pa so predvsem različne sociološke teorije začele razlagati pojav potomstva in pa tudi zvezo med moškim in žensko kot kulturni pojav. Torej ne kot naravni pojav, ampak kot kulturni pojav. Tako imamo trend, danes zelo močen trend, da predvsem tako imenovani gejevski lobiji forsirajo tudi v šolske sisteme vzgojni vidik, češ v teku razvoja vsakega otroka pride obdobje, ko sta oba spola veliko bolj nagnjena eden k drugemu, se pravi znotraj svojega spola, fantki k fantkom, punčke k punčkam. In če mi vstopimo pravi čas za pravo vzgojo, potem lahko tudi pripeljemo do tega, da se bodo pač otroci, pubertetniki odločili za spol, kjer spol bodo imeli. To je ta kulturna teorija, ki jo zelo močno forsirajo gejevski lobiji. In je bil celo že poizkus, mislim, da je bila neka avstrijska poslanka, ki je ob koncu prejšnjega mandata v Evropskem parlamentu vložila en predlog zakonodaje, s katero je hotela doseči prav to, da bi v šolah morali uvesti izobraževanje na področju spolne vzgoje, kjer bi prišli pred otroke pravzaprav s tema dvema teorijama, po eni strani s to klasično, po drugi strani pa s to novejšo. To je v ozadju tudi tega, kar se pri nas v Sloveniji dogaja. Ne vem, če ste slišali, da je odprta razprava o novem zakonu glede istospolnih skupnosti. Mislim, da do 15. novembra je javna razprava. Zdaj so sicer šli v varianto, da so dali posebni zakon, da so ga izločili iz zakona o družini, vendar bodo to zdaj speljali, večino v parlamentu imajo in bo verjetno prej ali slej istospolna zakonska skupnost tudi v Sloveniji popolnoma izenačena z različno spolno ali heteroseksualno skupnostjo, za razliko, koliko zdaj kaže, da homoseksualne skupnosti ne bodo smeli posvojiti otrok. Torej, tu gre za nek naš aktualni, civilizacijski, kulturni, tudi religijski problem, s katerim se sooča ne samo Evropa, ampak tudi Amerika, tudi drugi kontinenti. Predvsem pa lahko ugotavljamo, da se ta trend pojavlja tam, kjer je prisotna krščanska religija, veliko manj pa tam, kjer so prisotni drugi religijski sistemi. Znotraj islama boljš, da ne začneš to temo, ker tam se ve, kdo je moški, kdo je ženska, pa kakšna je njuna vloga, tam ni debate. Koran je zapisal, kar je zapisal, se tega držimo in fertik. Medtem, ko znotraj seveda kulturnega prostora
kjer je krščanstvo bilo skozi zgodovino prisotno, je bistveno več svobode in pa tudi bistveno več nekega demokratičnega duha na vseh področjih in zato se tudi na tem področju dogaja marsikaj in je to v prvi vrsti, lahko rečemo, problem zahodnih družb in pa tistih družb, kjer je prisotna demokratična kultura. Demokracija ima seveda tudi svoje slabosti, ne samo svoje prednosti, ampak če že bi rekli, kaj je boljše in kaj je slabše, ali je boljše, da smo v neki islamski diktaturi ali pa v neki zahodnoevropski demokratični družbi, kjer se ne ve, kaj je prav pa kaj narobe, potem se mi zdi vseeno, da je to še zmeraj manjše zlo, da smo v zahodni demokratični kulturi, tudi če prihaja do takih pojavov. Torej, to je nekaj, kar je gotovo bilo tudi v ozadju, recimo Kasperjevega razmišljanja in pa tistih cerkvenih očetov oziroma sinodalnih očetov, ne cerkvenih, sinodalnih očetov, ki so hoteli tudi na sinodi razpravljati o tej problematiki. Toliko nekako, da vam nakažem, kje se je problemski krog začel in nastavil. Zdaj bi skušal, ker to Kasperjevo predavanje je tudi dosegljivo v slovenščini, jaz sem šel celo včeraj v Slomškovi knjigarno in sem hotel prinesti nekaj izvodov te drobne knjižice, ki je šla pri Mahorjevi družbi, pa jih niso imeli več kot 3 na razpolago, jaz bi enih 80 sabo vzel, da bi tu lahko to tudi vam potem ponudil. To pa nisem nič vzel, ker krčem s 3 hodecimi. Bi pa vam priporočil, to je zelo drobna knjižica Walter Kasper, ki ima 2 predavanja. Eno je to, o katerem bom jaz danes v glavnem se na njega naslovil, drugo pa je o novi evangelizaciji. 2 pomembni temi, ki sta aktualni v cerkvi in seveda to besedilo je malo bolj zahtevno, zato je prav, da človek tudi si nekaj takega vzame pa večkrat prebere, ker morda vsega prvič, ko greš skozi, ne moreš viš dojeti. Tako da to bi vam položil na srce, Janez, morda ti lahko tu eno animacijsko vlogo odigraš, da si to morda tudi kdaj nabaviti. Naslednji korak, ki ga Kasper naredi, potem ko pokaže na univerzalno problematiko družine in zakonske zveze, potem razvije pravzaprav teologijo družine. In nekaj besed o tej teologiji družine bi vam jaz danes želel še podati oziroma nekaj pogledov. Kot vemo, je že na samem začetku Svetega pisma v prvi Mojzesovi knjigi pravzaprav ta tematika kot prva tematika prisotna. Sveto pismo se praktično začne v prvi Mojzesovi knjigi, v prvem poglavju z Adamom in Evo. In s tem, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga ustvaril moškega in žensko, jo je ustvaril. Zdaj, če bi se spustili v interpretacijo tega prvega poglavja Svetega pisma, bi že to samo zahtevalo najmanj eno predavanje, zato zelo na kratko. Sveto pismo v vseh elementih izenačuje dostojanstvo moškega in ženske. O tem ni dobenega dvoma. Vse druge interpretacije, ki so se kadarkoli tudi v cerkvi pojavljale, ko se je postavljalo na nek način moškega nad žensko, so bile kulturno in sociološko pogojene, ne pa iz Svetega pisma samega. Vemo tudi, veliko je nekih štosov na račun tega odnosa med Adamom pa Evo, pa moškim in žensko in tako naprej. V vseh teh vicih, štosih in v takih zadevah je običajno prisotna malo ta ideja, da mi smo malo več vredni, ženske so pa malo manj vredni. Šele v zadnjem obdobju smo prišli do tega, da se nekako to dostojanstvo ženske veliko bolj poudarja in da je jasno, da tudi ko gre za potomstvo in ko gre za odnos med možem in ženo, da tu ni neke nad in pod
vrednosti, ampak da gre za popolnoma enako dostojanost. Torej, to je prva stvar, ki je v Svetem pismu zelo jasno postavljena. Druga stvar, ki jo Geneza izpostavi, je tudi to, da je Bog jo je blagoslovil in jima je rekel, bodita rodovitna in množita se. Torej, naročilo, to naročilo, da naj bo ta rodovitna, je povezano z blagoslovom. In posebej še stara zaveza je razumela rodovitnost v družini kot Božji blagoslov. Če pa družina ni bila rodovitna, pa je to tudi stara zaveza razumela, kot da ni blagoslova. Zdaj, tu je zelo zanimiva Abrahamova zgodba, ki jo poznate. Je Abraham dobil obljubo, da se bo njegov zarod namnožil. Pa niti enega otroka ne dobi. In seveda je to dilema, s katero se on kar nekaj časa bori. Kak je zdaj to, ne? Ti si meni Bog nekaj obljubo, zdaj pa niti sina ne dobim. Ker je bil v veliki stiski, kaj mu je drugega preostalo, uporabil je takratno dovoljeno, moralno nesporno navado, da lahko dekla obodi zarod in je z deklo spal in z njo imel otroka. To je bilo tako, a veste, da si imel takrat otroka, tako kot imamo mi danes socialno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. To je bil otrok. Otrok je bil to trojno zavarovanje. Ker če nisi imel potomcev, pol je bilo konc s tvojo rodovino. In zdaj Abrahama obljubo, kak se bo njegov zarod strašno namnožil, potem pa nič ni, pa ne dobijo otroka. In potem, ko je že bil v stiski, se je pač poslužil tega mehanizma, ki ga je takratna kultura in tudi njegova vera, starozavezna religija dopuščala. In šele potem, ko pač on po svojimi človeškimi zmožnostmi naredi vse za to, da si zagotovi potomstvo, pol se mu zgodi sin. In kaj je? Zakaj je ta zgodba tako pomembna? Zaradi tega, ker Abraham je v skrbi za svoje življenje naredil neko potezo, ki je bila odvisna od njega. V bistvu je on spočel otroka. Kar pomeni, da ni dovolj zaupal Bogu, da Bog že ve, kaj dela z njim in z njegovim življenjem. In potem, ko to naredi, kljub temu dobi sina Izaka, ampak tu se seveda zgodba kome začne in se kome tu pošteno zaplete, ker naenkrat se njegova obljuba, oziroma Božja obljuba v njegovem življenju resničuje, potem pa Bog zahteva, naj tega sina Izaka daruje. Spet vse na glavo postavljeno. Bog, ti si mi obljubil, da mi boš nekaj dal, zdaj mi pa to jemlješ. Ni stvar v prvi vrsti v tem, da Bog nekaj obljubi, pol pa vzame. Stvar je v tem, da v takratni kulturi in v abrahamovski religiji je seveda pomenilo imeti potomstvo, da si pravzaprav ti Bogi batina, da si ti šef, da ti obvladaš situacijo, da si ti kreator, ti si stvarnik. Mi še danes dostikrat se reče, da je Keri naredil otroka, kakor da ga moški naredi ženski otroka. Figo ga narediš, nič ga ne narediš. Ti ga ne moreš narediti, ker nisi kreator, nisi stvarnik, ti samo en del prispevaš, ne pa da bi ga ti naredil, ampak v ljudski govorici mi še danes to uporabljamo. In ta zavest, da je on tisti, ki ustvarja in da je potomstvo nekaj, kar je pravzaprav v rokah moškega, ta zavest je bila tako močna, da je Bog s tem, da je Abraham mogel svojega sina darovati, mu hotel povedati, glej, dragi Abraham, življenje je v mojih rokah, ne v tvojih. Od mene je odvisno življenje vsakega človeka. In to je temeljno Abrahamovo spoznanje, da razume, da začne dojemati skozi svojo lastno zgodbo, skozi lastno življenjsko izkušnjo, začne dojemati, ni v moji moči, da delam in spočnem otroke,
Ni v moji moči, da skrbim za prihodnost, ampak moja usoda, moje življenje, življenje moje familije, vsega tega je v Božjih rokah. In zaradi tega je Abraham oče vere. Mi Abrahama imenujemo očeta vere. In je praktično, ne samo za nas, tudi za Jude, tudi za muslimane, Abraham oče vere. Zato, ker verjame in tudi tako potem stvari razume v svojem življenju, da ni on tisti, ki je ustvaril človeka, ampak je Bog tisti. To je nekako tisto temeljno spoznanje, ki v Stari zavezi postavi pod vprašanje to, da bi spolnost in spolna moč in spolna potenca bila nekaj, kar bi si lahko moški prilaščal kot svojo kreativno moč, s katero je sposoben delati celo take stvari kot sam Bog. In v nekaterih religijah, posebej še recimo v predjudovskem obdobju in v tako imenovanih poganskih religijah, imate pogosto prav to, da je Božja moč in Božja stvariteljska potenca je manifestirana skozi žensko materinsko moč, se pravi, recimo imate, dostikrat ste morda že kaj videli, ženske z večjimi prsmi, kar pomeni, da materinstvo, ženskost kot dojilja, kot tista, ki pač omogoča otroku, da se razvija in raste, da je ona kot božanska sila in na drugi strani moška falična moč, ki jo tudi imate skozi umetnost, recimo, če boste šli v Italijo, pa boste troščanske vaze videli, boste videli, koliko je teh faličnih scen prisotnih. Pol imate tudi v grški mitologiji tega veliko, imate tudi v rimskih božanstvih tega veliko. Tako da ta potenca, spolna potenca je seveda bila kot neke vrste božanska moč. In pri Abrahamu in v judovstvu v Stari zavezi se začne razvijati prvič zelo resno ta ideja, odnos med moškim in žensko, rodovitnost, to ni samo njuna stvar, ampak je to tudi stvar Boga. Zato že Stara zaveza razume, da v odnos med možem in ženo, med Adamom in Evo, v ta odnos je treba sprejeti tudi Boga in pol ni več dvojiški odnos, ampak je trojiški odnos. Nista več samo mož in žena, ampak sta mož in žena skupaj z Bogom. In na tej ideji se kasneje potem tudi v krščanstvu, kot bomo videli, je to, kar mi razumemo kot krščanski zakon. Naslednji vidik, ki ga Stara zaveza izpostavi, je, da Bog naroči naj napolnita zemljo in si jo podvržeta. Tudi to, ta stavek se pogosto, posebej že v našem modernem obdobju, interpretira kot da je v Svetem pismu že nastavljeno vse to, kar imamo mi danes pod problemom ekologije. Torej, krščanstvo je krivo, da mi delamo z zemljo in z stvarstvom to, kar delamo in da imamo take negativne posledice. To seveda izhaja iz napačne interpretacije Svetega pisma, kajti če razumemo ta stavek napolni ta zemljo in si jo podvrzita in gospodujta tudi, če razumemo ta stavek vzeti iz svetopisemskega konteksta, potem bi to seveda lahko nekdo razumel in žal mnogi tako razumejo, da jaz lahko delam z svojim telesom in z stvarstvom, ki sem jaz sam, z telesom in stvarstvom recimo žene ali pa ženskega spola in s celotnim stvarstvom, ko svija z mehom, kar se mi zahoče, kar se mi zaljubi, to pa naredim. Ker sem jaz gospodar, ker lahko jaz pač počnem vse, kar hoče. Vendar, če pa razumemo ta stavek v svetopisenskem kontekstu, pa ga moramo razumeti tako, da Bog je stvarnik in edini gospodar.
In mi smo poklicani v to stvarstvo, da upravljamo z njim na način, da pri upravljanju, pri delu, tu je zdaj recimo tudi področje našega dela, da pri tem upravljanju nikoli ne pozabimo na to, da nismo mi stvarniki in gospodarji zadnji, ampak da je Bog. Potem pa seveda ta zadeva dobi čist drugo praktično konotacijo in čist druge praktične posledice, da se zavedam, posebej še pri delu, in tu recimo zdaj, ko gre za delo, smo moški še posebej tangirani, ker če se ženske dejansko veliko bolj uresničujejo skozi materinstvo, se mi uresničujemo skozi delo oziroma skozi ustvarjalnost. Tu je neka razlika med moškimi in ženskami. To, kar recimo mi ne moremo na področju rojevanja otrok, določenih stvari, tudi ženske ne zmorejo tako na področju dela, kakor jih zmorejo moški. In čeprav se danes mnogi poklici glede tega ni dobenih razlik, ampak še vedno ostaja dejansko določena oblika težjega dela prioriteta za moške, zato ker je moški tudi po svoji konstituciji bolj primeren za to. Recimo samo eno izmed takih področij, ampak tudi sicer, če pogledate na področju tehnike, še vedno prevladujejo moški, medtem ko recimo na nekih drugih področjih, kot je pedagoško, medicinsko, se vse bolj uveljavljajo ženske, čeprav to tudi ni vredno. Bolj idealno bi bilo, če bi tudi na področju pedagoških ved in pa tudi na področju medicine ta uravnoteženost bila večja. Tako da, ampak tu bi se zdaj spuščali seveda v tisto področje, ki je razlika med obema spoloma, da ne bom šel predaleč, da se vrnem zopet nazaj na to gospodovanje, na upravljanje z stvarstvom. Se pravi, tu smo mi moški seveda še posebej nagnjeni k temu. Pomislite recimo v drugi polovici 20. stoletja in še prej, praktično celo 20. stoletje, vera v tehniko in znanost, da bo tehnika in znanost rešila vse. To je tipična moška ideja, ki izhaja iz tega, da mi kot moški z delom lahko praktično naredimo vse. Podobno kot je veljalo za področje spolnosti, je veljalo tudi za področje dela, da lahko moški z svojim delom spreminja svet. Zdaj pa vidimo, da to seveda ne gre, ampak to ni posledica tega, kar je zapisano v Svetem pismu, ampak to je posledica nevere, to je posledica tega, da mi tudi v svoje delo več ne vnašamo Boga. Prej se še spomnimo, ko smo začeli neko delo na kmetijah, na polju, vsakokrat se je začelo z molitvijo, poldne se je ustavilo, ko se je malce razmire, se je tudi zmolilo, na koncu dela se je zmolilo, pregovor je bil, vsako delo začeli z molitvijo, da bo dober tek imelo in tak naprej. So bili različni taki pregovori, ki so kazali na to, kako je človek v agrarni kulturi bil tesno povezan z Bogom pri delu. Medtem ko se v industrijski kulturi in v industrijski dobi in zdaj v teh visokotehnološki dobi se je to zgubilo. Zdaj, če se malo vsak pomisli na to dejstvo, danes zjutraj smo mi sicer začeli z molitvijo, ampak verjetno večina, ko zjutraj pridete v službo, najprej ne zmolite. Doma morda še, predno greš do doma, eventualno, ampak pol, ko priješ v službi, da predno računalnik odpereš, da bi recimo imel na računalniku zjutraj že eno molitev, pa tisto zmolo, to bi bilo treba začeti prakticirati, pa tudi, ko dan uspešno zaključiš, da spet ga zaključiš z neko lepo mislijo ali z nečim tem. Mi smo dejansko vsi prišli v situacijo, ko nas sodobni način dela ne motivira k temu, da bi tudi molitev bila tu prisotna. In to seveda pomeni, da tudi tekom samega delovnega procesa mislimo bolj samo na to, kaj naša glava zmore, kaj naši možgani zmorejo, kaj zmore tehnika in pri tem skoraj da ne upoštevamo tudi, kaj pa
bi bilo recimo bolj v skladu s tem, kaj nam Bog naroča, kakor pa samo to, kaj smo se mi izmislili. In tu je neki problem, ki zadeva tudi še kako naše konkretno življenje. Zdaj, poleg tega pozitivnega vidika, pozitivnih vidikov v Svetem pismu, pa seveda je tudi družina in zakonska skupnost v Svetem pismu Stare zaveze že postavljena v kontekst tako imenovanega izvirnega greha oziroma greha, zla, pojava zla. No in okrog tega pojava zla, se pravi, da tudi družina in pa celotno medsebojno življenje v zakonu in družini je podvrženo naslednjim 5 zadevam, ki kažejo na to, da seveda ni nekega idealnega življenja, nekega idealnega razmerja, nekih idealnih razmer sploh, ampak da je naše življenje tudi po izvirnem grehu zaznamovano z sramovanjem. Sram je prva potojenost. Potem, ko Adam in Eva naredita, kar sta naredila, ima je bilo nerodno, kar je sram. Nista bila več svobodna. In na področju telesnosti, spolnosti je seveda sram neka zadeva, ki kaže na to, da človek v odnosu do drugega spola ni popolnoma osvobojen. V razmerju med možem in ženo sicer postopoma potem ta osvobojenost tudi nastopi, ampak tu smo že recimo v neki teologiji telesa in telesnosti, za katero tudi nimamo dovolj časa, da bi šli v tej smeri, ampak samo dejstvo, da obstaja sram, je že to posledica neke porušene harmonije, ki jo je Bog položil v stvarstvo. Potem druga stvar je rojevanje otrok v bolečini. To zadeva seveda v prvi vrsti predvsem ženski svet, ampak tudi seveda moškega. Če je moški dovolj občutljiv, potem tudi njega boli to, kar se dogaja z njegovo ženo in z njenim otrokom, recimo, smrt še nerojenega otroka, ni samo telesna bolečina žene, ampak je tudi čustvena bolečina moža, če ima svojo ženo rad in če mu je nekaj do tega, da dobi tudi potomstvo. Potem naslednja stvar zadeva otojenost na področju bratomornosti, Abel in Kain. Že na prvih straneh Svetega pisma imamo ta problem, ki je tudi naš problem, kot vemo, problem druge svetovne vojne in časa po njej. In ta problem se nam vleče vse v naš aktualni zgodovinski čas in s tem problemom še zmeraj nismo razčistili. Mi še vedno imamo Kain-Abelovsko družbo, v kateri hočeš, nočeš, vsi živimo. Čeprav dostikrat nekdo reče, pustimo preteklost, lahko jo pustimo, kakor jo okoli hočemo, ampak problem Kaina in Abela v slovenski zgodovini nismo razrešili in dokler ga ne bomo, tako dolgo bomo ostali v nekem odtojenem odnosu. Potem končno, oziroma četrta stvar, je ekološka odtojenost, to, kar sem že prej povezavi z delom na nek način tudi nakazal, delo nima samo pozitivnih sledov, ampak tudi negativne. In pa končno smrt. Smrt je pa sploh tista največja odtojenost, ki človeka v bistvu najbolj zaboli, oziroma ki tudi v družinska razmerja vnese lahko veliko trpljenja, veliko bolečine. Dobro, to je zdaj starozavestni kontekst. Zdaj pa imamo v Novi zavezi en zanimiv odlomek pri Mateju, kjer starozavestni učitelji postave vprašajo Jezusa, ali je dovoljeno odpustiti ženo, se pravi, ali se je dovoljeno v bistvu ločiti. In Jezus tam odgovori, da to je dovoljeno zaradi vaše trdosrčnosti, Mojzes vam je to dovolil, ampak na začetku pa ni bilo tako. In ta Jezusov stavek v Matejevem evangeliju je pravzaprav temelj za razumevanje
novozaveznega interpretiranja zakonske zveze in pa temelj tudi zato, da smo mi kasneje, sicer še kome v srednjem veku, dobili tudi sakramentalno obliko zakonske zveze. Zdaj, tu se jaz več ne bom tako daleč spuščal, ker je enostavno od te tematike tudi preveč v tem Kasparjevem predavanju, da bi lahko vse povedal, kar bi bilo sicer lahko koristno, ampak gre preprosto za to, da je izkustvo v stari zavezi že pokazalo, da v nekaterih primerih enostavno ni mogoče vztrajati pri tem, da neka zakonska zveza ostane trdna, ne glede na to, da je tudi v stari zavezi to bilo, da je to bila vrednota. Tam je šlo predvsem za problem ali pa pojav prešuštva. V primeru prešuštva so dovolili, da je mož ženo odslovil. Še huje, ne? V primeru prešuštva so tudi žensko kamnali. In tu je seveda bila neka hinavščina strani moških, ne? Prešuštnico so kamnali, prešuštnika pa ne. Torej, moški si je lahko to dovolil, če pa so žensko zalotili, pa je dobila tako hudo kazen. Tu seveda ne gre v prvi vrsti zdaj za neko svetopisemsko problematiko, ampak gre za problematiko kulture, patriarhalne kulture, ki je bila takrat navzoča. In Jezus, kako odreagira na to kulturo, odreagira tako, da reče, zaradi vaše trdosrčnosti vam je Mojzesova postava to dovolila. In potem, ko se on sam sreča s prešuštnico, ki je bila pred tem, da jo kamnajo, je v tisti situaciji jo dejansko zaščitil, nič jo ni učital, ampak je rekel, pojdi in ne greši več. Jo je na nek način osvobodil in je dovolil, da živi naprej, ne pa sama pri sebi seveda premisli, ali je to življenje, ki ga je živela, bilo za njo tudi samo dobro ali ne, in naj ne dela več tega. To je bil Jezusov odnos do prešuštnice. Popolnoma drugače, kakor pa od ostalih starozaveznih rabinov, učiteljev postave, ki so seveda v tisti situaciji bili prisotni, so jo obsodili in bi jo začeli kamnati. In ko jim on reče, ali ste vi brez greha, in če ste brez greha, potem smete vreči kamen na njo, in ko oni pri sebi pol vse toliko so pošteni, da ugotovijo, da so tudi oni grešni, noben ne vrže kamen. To je ta znamenita situacija, ko Jezus prešuštnico osvobodi. Torej, problem prešuštva kot enega izmed osnovnih problemov, ki lahko povzroči razkol znotraj neke zakonske zveze, je seveda bil takrat aktualen, je v Jezusovem času bil aktualen in je v našem času aktualen. In zato je po svoje tudi bilo razumljivo, da je stara zaveza omogočala, da v takih primerih je pač bilo možno tudi zakonsko zvezo, da je šla na rast. Zdaj, druga stvar, ki je v novi zavezi tudi pomembna, je to, da smo mi znotraj cerkve. In cerkev je sakrament. Sakrament odrešenja. Cerkev ne kot institucija, ampak cerkev po svojem sakramentalnem delovanju je odrešensko dogajanje na tem svetu. Je uresničevanje Božjega kraljestva na tem svetu. Zato je seveda pomembno, da se tudi neka taka skupnost, ki je tako temeljna, kot je zakonska zveza, zgodi znotraj cerkvenega občestva in Kasper tudi v tem svojem predavanju pokaže na to, da cerkev bo morala na tem področju spremeniti svojo prakso. Mi enostavno prehitro in preveč površno dopustimo, da ljudje pristopijo k zakramentu svetega zakona. Kajti, ko se enkrat ta zakrament zgodi, potem je nerazvezljiv in od tega cerkev ne bo nikoli odstopila. Cerkev tega ne more spremeniti. Zato, ker
rečemo to, da gre za Božjo postavo. Da je to ni si človek zmislil, to se ni cerkev zmislila, ampak Jezus sam v tem znamenitem stavku reče, ne, od začetka pa ni bilo tako. In kasneje seveda teologija razvija potem to do zakramenta svetega zakona. Vendar je tudi v cerkvi skozi celotno njeno zgodovino bilo mogoče doseči tako imenovano ničnost zakona. To se mi zdi pomembno, da vam to morda malo razjasnim in pojasnim. V cerkvi ni možno doseči ločitve. Ločitev je možno doseči samo pred državo. V cerkvi je možno doseči ničnost zakona, to pomeni, da zakonska zveza, ki je bila sklenjena tudi pred duhovnikom v cerkvi, ni imela vseh elementov, ki so potrebni za to, da bi lahko rekli, da se je res zgodil zakrament in da je bil veljaven. Zato je lahko več razlogov. Včasih je bil en sam razlog. Impotenca moškega. Če je po sklenitvi zakona bilo ugotovljeno, da moški ni bil sposoben imeti spolnega odnosa in seveda posledično nepotomstva, če je žena lahko to dokazala, zakon je bil neizvršen in to je bil edini eksperimentalni dokaz, da se ni zgodilo v zakonu tisto, kar bi se moralo. Zaradi česa je zakon med drugim tudi sklenjen. Kajti moramo vedeti, da na začetku 20. stoletja, 1917. zakonik cerkvenega prava pravi, da je edini namen zakonske zveze rodovitnost. In če ta namen ni bil izvršljiv, potem ta zakon ni bil veljaven in ni bil sklenjen zakrament. In je to bil razlog za to, da se je dokazalo ničnost zakona. V novejšem obdobju, posebej po drugem Vatikanskem koncilu, se je seveda vedenje in znanje o tem, kdo človek je in kaj vse igra pomembno vlogo pri odnosu med možem in ženo, tudi ta možnost ničnosti razširila na področje psihične zrelosti ali nezrelosti. In tako je danes pogosto možno doseči tako imenovano ničnost zakona, tudi zaradi tega, ker je bil eden ali drugi recimo v neki čustveni situaciji, čustvenem stanju, kjer mu niso neke stvari bile jasne, ali pa je videl samo recimo zunanjost, ne videl je samo lep obred, ker v cerkvi fajn, ker so orgle in tak naprej, drugih bistvenih elementov, ki so pa potrebni za sklenitev zakramentalne zveze, pa ni videl in potem pač je to tudi vzel zelo lahko in svojega partnera zapustil. Če uspemo dokazati tudi take stvari, lahko danes dokažemo ničnost zakona. Potem tisto, kar pa postaja v novejšem času največji problem, pa je, da ljudje na področju vere nimajo dovolj razčiščeno, kaj sklenejo, ko sklenejo zakramentalno zvezo. Danes je večji problem pomanjkanje vere, kakor pa marsikaj drugega, ko gre za sklenitev cerkvene zakonske zveze. In ker je na področju vere malo znanja in malo poglobljenega gledanja na zakon, zato je vprašanje, ali lahko govorimo recimo o tem, da so vsi zakoni, ki so bili v cerkvi sklenjeni, tudi resnično zakramentalno sklenjeni. To in vrsto drugih problemov, da ne bom zdaj šel na bolj široko, je seveda motiviralo tudi papeža, da je praktično sklical kot prvo sinodo, ki je govorila o tej problematiki. Zdaj bom citiral dva člena, ki sta ključna za razumevanje tega, kaj se je na sinodi dogajalo in zgodilo prav v povezavi z tem. Kajti tu se seveda pri tem množičnem pojavu razporočenih in ponovno poročenih postavlja vprašanje, ali ti ljudje s tem, ko
niso dokazali ničnosti zakona, so šli svojo pot seveda naprej, vsak mora naprej živeti, ali so ti zdaj vključeni, izključeni iz cerkve, kako je ta cerkev obravnava, kako naj pastoralno delujemo vizavi takih ljudi. No in 52. člen v tem sinodalnem dokumentu pravi: razmišljali smo tudi o možnosti, da bi ločene in ponovno poročene osebe lahko pristopile k sakramentu sprave in evharistije. Nekateri očetje so vztrajali pri aktualni disciplini cerkve, torej da ne smejo ločeni hoditi k obhajilu preprosto. Pri tem so vztrajali pri konstitutivnem in neločljivem odnosu med pristopom k obhajilu in pripadnostjo cerkvi ter njenem nauku o neločljivosti zakonske zveze. To, kar sem pravkar razlagal, se pravi, del cerkvenih očetov je rekel, mi ne moramo in ne smemo odstopiti od tega, da je zakonska zveza neločljiva, to je dogma praktično v cerkvi in če mi to načnemo in porušimo, pa smo se odpovedali nekemu bistvenemu nauku, ki nam ga je Jezus zapustil. Drugi pa so izrazili pripravljenost za sprejetje evharistični mizi, ne brezpogojno in ne splošno, ampak v nekaterih posebnih primerih in pod točno določenimi pogoji, še posebej, ko gre za primere, za katere se ve, da vrnitev nazaj ni mogoče pričakovati. Se pravi, da ni mogoče pričakovati, da bo ta se recimo razporočena mož in žena spravila in skupaj zaživela. Ko se tudi ve, da gre za obveznosti do otrok, ki bi lahko v določenih primerih bili podvrženi nepravičnemu trpljenju. Eventualna dopustitev k obhajilu bi morala biti postopna, s predhodno potjo, pokore in pod pristojnostjo lokalnega škofa. Potrebno je ponovno poglobiti to vprašanje, zavedajoč se razlikovanja med objektivno situacijo greha in konkretnimi okoliščinami, upoštevaje, da prištevnost in odgovornost za kako dejanje morajo zmanjšati ali celo odpraviti nevednost, nepazljivost, nasilje, strah, navade, čezmerna čustva in drugi psihični ali čustveni dejavniki. V koncu tega člena je citiran katekizem katoliške cerkve. Da bom ponovil citat iz katekizma katoliške cerkve. Da prištevnost in odgovornost za kako dejanje morajo zmanjšati ali celo odpraviti nevednost, nepazljivost, nasilje, strah, navade, čezmerna čustva in drugi psihični ali čustveni dejavniki. Torej, katekizem katoliške cerkve je v svoji zadnji izdaji že sprejel to, kar prej v cerkvi tudi ni bilo tako samo po sebi umevno, da so lahko določene okoliščine, osebe ali tudi sicer objektivne okoliščine tiste, ki onemogočijo človeku to, da bi se točno zavedal, kaj pri določenem dejanju počne. In ta citat iz katekizma je zdaj prišel tu v ta člen, kar pomeni, da bo, ker bo sinoda se nadaljevala čez 1 leto, da bo na vsak način prišlo na tem področju do neke pastoralne prakse. In jaz osebno tudi mislim, da bi to bilo prav, zato ker mi enostavno ne moramo ljudi kaznovati na nek način, zato s tem, da ne smejo pristopiti v obhajilo, da ne smejo biti polnopravni člani cerkvene skupnosti, če se je v njihovem življenju zgodilo kaj od tega tu navedenega, da so bili ali nevedni, ali so bili nepazljivi, ali je bilo nasilje v družini, ali je šlo recimo za neko čezmerno čustveno razpoloženje, ki takrat, ko se je sklepala zakonska zveza, ni predstavljalo realnega uvida v to, zakaj se ljudje spuščajo, ali pa da je šlo recimo tudi za neke druge psihične motnje. Mi danes o človekovi psihi in njegovem psihičnem stanju vemo bistveno več, kakor so vedeli v 19. stoletju. Psihologija in psihoanaliza je mlada veda in ta veda je seveda o človeku na tem področju povedala pomembne stvari, ki jih stoletja nazaj pač niso vedeli. Kakor marsikaj drugega niso stoletja nazaj vedeli. In mi smo dolžni sprejeti spoznanja o človekovem psihičnem stanju tudi recimo v področje moralne teologije in posledično potem tudi v področje neke cerkvene discipline.
No in naslednji člen je 53. člen, ki pravi, nekateri očetje so vztrajali, da ločene in ponovno poročene osebe ali tisti, ki sobivajo, lahko rodovitno deležijo na duhovni skupnosti. Drugi očetje pa so postavili vprašanje, zakaj torej ne bi smeli biti deležni sakramentalne skupnosti. Tako se pričakuje poglobitev te tematike na način, da bi izstopila posebnost obeh oblik in njuna povezava do zakonske teologije. Torej, sinoda je pustila to zgodbo odprto. Eno leto se bo diskutiralo naprej o tej problematiki in kaj bo potem prišlo drugo leto v zaključni dokument, ali če bo papež naredil neko encikliko, ali kako bo zaključil sinodo, to je dejansko potem njegova odločitev, bo sigurno prišlo do nekih novih pastoralnih prijemov. S tem, da sigurno ne bomo opustili dejstva, da je zakon nerazvezljiv. Hkrati pa bomo seveda morali uvesti neke rešitve, ki bodo ali po eni strani olajšale dosego ničnosti zakona, po drugi strani pa, če ta ničnost ne bo dosegljiva, ki bodo omogočile, da bodo se tudi ljudje, ki so pač v svojem zakonskem življenju doživeli tak in drugačen krah, dostikrat tudi ne, recimo samo po krivdi obeh, ampak dostikrat tudi lahko samo po krivdi enega, da bodo ti polno vključeni v življenje cerkve. Kaspar v svojem predavanju tudi pravi, vse vendar to, da mi gremo k obhajinu, ni neke vrste nagrada. Sakramentalno življenje v cerkvi je za odreševanje, ne pa za nagrajevanje. Zato, da ti sprejmeš katerikoli sakrament v cerkvi, to ni neka nagrada, ampak je to proces odrešitve. Recimo, to je tudi nekaj, kar bi mi morali pri birmski pastorali spremeniti. Žal, tudi duhovniki kdaj postavljamo zadevo tako. Če boš hodil pridno k veru, ko boš nagrajen s tem, da greš prvo v Hajilo pa birmi. Popolnoma zgrešeno. To ni nagrada. To ni dobena nagrada, ampak zdaj mi smo pa to še povezali z darili. In če ti dobiš darilo, si nagrajen. Tudi popolnoma narobe. In smo potrošniško miselnost pripeljali v sakramentalno miselnost. In zdaj seveda otroci mislijo, zdaj, če bo pridno hodil, grem, dobim pol tudi moped, pa še birmo zraven. Pa še kmeši pa več ne treba hoditi. Popolnoma napačen pristop. Ker gradimo na sakramentu kot neki nagradi. Sakramenti so pa za odreševanje, za pomoč pri življenju. Ne pa zato, da bom dobil bombonček ali pa keks na koncu. In mislim, da ta miselnost je tista, ki jo bo v tem področju potrebno spremeniti. Zdaj pa samo še malo zaključiti, počasi, da ne predolgi. Samo še eno misel v zvezi pač z istospolnimi skupnostmi. Tu se je pojavilo vprašanje tudi na sinodi, kako pa naj zavzame cerkev odnos do istospolnih oseb, oziroma do oseb, ki so živijo v istospolni skupnosti in pa nasploh do homoseksualcev. Na polovico sinode je prišlo do kar ostrega razburjenja med nekaterimi škofi, zaradi tega, ker je v besedilo, v tistem vmesnem poročilu nekako bilo zaznati stališče, češ cerkev mora tudi do teh oseb zavzeti bistveno bolj spoštljiv odnos. Se spomnite, papež je enkrat na avionu rekel, kdo sem pa jaz, da naj sodim o istospolnih osebah. Kdo sem jaz, da naj sodim o njihovi morali. In to je potem šlo čez vse svetovne medije in vsi so v tem že videli, zdaj pa papež se pa postavil na stališče, da istospolne skupnosti bodo izenačene z heteroseksualnimi. Nišče v cerkvi, tudi Kaspar ne, ali pa tako imenovani bolj napredni teologi, nišče ne misli, da je možno kdaj te skupnosti izenačiti. In to tudi do tega ne bo prišlo.
Tu bi cerkev se odpovedala res nečemu, tistemu, kar sem na začetku govoril, kar je položeno tako temeljno v človekovo naravo, da enostavno si človeškega razvoja ne moramo zamišljati drugače, kakor za heteroseksualnimi skupnostmi. Vendar seveda dejstvo, da so zmeraj bili in zmeraj bodo tudi ljudje, ki imajo homoseksualna nagnjenja, je izziv tudi za cerkev. Kako in za nas vseeno se zadnje. Zdaj, ta pojav je danes v naši družbi bolj množičen, kot je bil nekoč. Zakaj? Bi trebalo eno predavanje narediti, zato da bi to razlogali, zakaj do tega prihaja. Jaz osebno mislim, da, tu sem Freudovc, da zaradi tega, ker ogromno fantov živi samo z mamami. In so tu ti identifikacijski, socializacijski problemi v ozadju in potem seveda pride tudi do tega. Da pač je ta pojav bolj množično prisoten. Zdaj, z mojega osebnega vidika, in to sem tudi v komentarju družine napisal, mislim, da je bila velika napaka na Sidoni narejena, da so problematiko istospolnih zvez pripeljali v kontekst družine. S tem so naredili kaj? Dali so štof, gradivo, dali so povod za to, da je vsa svetovna javnost se skoncentrirala na problem, ali bo cerkev istospolnim dala iste pravice kot heteroseksualnim, ki jim nikoli ne more dati in tudi ne bo dala v tem zakonskem kontekstu. In po mojem bila tu narejena ta strateška napaka, ki ni dovolj upoštevala, da je v svetovni javnosti ta homoseksualni lobby tako močan, da kar naprej tudi v tem kulturnem smislu želi doseči neke spremembe, ki so dejansko skregane z zdravo pametjo in pa z človekovo naravo. Jaz osebno sem tudi v Sloveniji sodeloval pri tistem prvem zakonu, ki je uvedel registracijo istospolnih skupnosti, ker mislim, da če dva človeka živita skupaj, je pošteno in prav, da imata socialno, zdravstveno in pokojninsko področje urejeno na ta način, kakor je to urejeno recimo med drugimi osebami. Ampak to še ne pomeni, da lahko govorimo o zakonski zvezi, o družini in da mešamo te pojme tudi v primeru, ko gre za istospolne osebe. Tako kot recimo tudi kot brat pa sestra skupaj živita na neki kmetiji, tega je v Sloveniji še zmeraj kar nekaj, tudi to ne razumemo kot zakonsko zvezo in kljub temu, da imata recimo lahko brat in sestra urejene zadeve na teh treh področjih, ki so važna za naše življenje, ni to zakonska zveza. Torej, moramo vendarle neke stvari, ki niso iste, razlikovati. In tu cerkev seveda ne bo mogla narediti nobenega koraka v neko napačno smer. Je pa seveda vprašanje, če so to verniki in živijo v takih skupnostih, a zdaj lahko ti recimo od teh ljudi zahtevaš, da bodo tudi spolno vzdržno živeli, morda nekaterim to uspe, drugim najbrž ne. Potem je tu vprašanje seveda njihove vključenosti v cerkveno življenje in tako naprej. Tu je vrsta nekih problemov, s katerimi se bo seveda cerkev morala soočiti in bo morala najti neke rešitve. Vendar se mi zdi škoda, če to problematiko nekako v paketu zakonske zveze, družinske problematike in pa ločenih in ponovno poročenih obravnavamo, ker stopa to tako v ospredje, kako da je to bil edini problem sinode. Je pa en sam člen sinode posvečen tudi temu vprašanju, medtem ko je večina vsega ostalega besedila seveda posvečena temu, kar sem skušal jaz danes tudi vam nekako hitro prikazati, gre za teologijo zakona, zakonske zveze, teologijo družine in v tej povezavi tudi z reševanjem nekaterih problemov, s katerimi se pač soočajo posamezniki in se cerkev sooča kot celotna skupnost. Hvala lepa za vašo pozornost. Muzikanti so odišli, nobenega nisem videl, da bi zaspal vmes,
če ne bi jih poklical, da nam budnico odmezeš.